Ja, tu spet baba, ne? Baba, sigurno tujka. Naročam, da se tole imenuje gyros. Prispel do slapu, ni čist presušen. Dala, ampak učitelj je pa zelo slab, dere se ke budala. Sem jaz preveč nalahko vse mislim. Evo, lejte, carja, Silo, gledal sem te. Madonna, skačeš, svaka čas. To so pa leta, to zrelosti. Škaj, nisem tako kot ti. Kako? Ti bi vse na ihto, pa na preskok, pa na glavo. Pa na hiter. Zakaj ni sprednje gledal, kako leto bi z glavo, če sem čez. Ti veš, da sem gruntal, ker sem prišel sem, da pa danes pa ne bi probal, ker pa mečkem preveč veter piha. Tako smo korajžali po cel. Ja, če malo manj veter pihal bi bil. A ja? Ampak gled, če ti tule tako enostavno držiš, zakaj pa jaz ne bi? Lej, čisto vaš, lej, zdaj mu prsko, Ja, vidiš, ti sem rekel, čisto enostavno je. Zdaj veš kaj, ti bo vraj sedemka na pumpu, kad devetka bi še rabo. Aj, to je devetka. Devetka bi še rabo, sedemka na to. Jaz bi Silo samo mečkem probal takole na mivki. Ne bi šel nič not. Lej, še čisto nastavno, lej, čisto nastavno, lej. A lahko tudi letiš s tem? Ja, no. Daj mečkem zlet. To provociram, sem bo kaj naredilo, pa bom pa jaz uržek. Tukaj ne poslušaš, ti se čisto ne poslušaš, pa ne prilagodil. A ja? Če ti me ne poslušaš, bi ti se razložil. Lej, tla recimo imaš ti pa avde, tule potegneš in je kajt veliko manj. A vidiš? Zakaj je to? Tu prepreš kajt, če ima preveč vetra, a ne, prepreš kajt, da ne vleče preveč. A vidiš, tu veš koliko vleče. Ja. Lej. Vidim. To je skoliko bolan, lej, gre v levo, v desno, a vidiš? Saj sem rekel, čisto enostavno. Samo problem je, ti tule malo potegneš se, pa začne ful vleče, veš. A ja, to je, če pa pumpaš, pomeni, da gre pa hitrej. Ja, zapreš kajt, pa ti pa je pol, lej, a vidiš. Laga pa dol piraš, tako čisto enostavno, lej. Vidiš, lej. Lej, če nič ne dela, vidiš. Lač kajt ne dela. Lejte ljudje, kakšne inštrukcije dobre ste dobili, tako da lejte, če rab kakšna ženska, bom rekel, inštruktorja, evo, lejte, tlele Silvota, Silvo bi te eno seboj vzel, pa da bi malo kuhala, pa to, sam sej ti ne rabiš ženske, ko se sam znaš. Veste, kakšno večer je včeraj mi Silvo naredil, to ne morem. A boljšo imaš? Ja, lej, Silo, pa ne rabiš ženske, kaj češ ti ženska? Ti so štele malo dol, Silo, boš malo sonče zahod, kaj edoš videl, kaj je romantika, ti se najbolj zelo čisto. Kaj ti misli, da nisi preveč romantičen. Ti so se pa malo bolj na leseno, ne? Ja. Veš, na trdo, ne? No, trdo, lej, tako na trdo sem tudi zadev in vse. Če bi ti tam nasedeš, kaj še kakšno urco, da vidiš, da je sonče zahod, ne? Se mi zdi, da se malo spehčal, ne? Jaz bi raj kajt tole probal, da vidim. Ja, evo, bova, evo, sodložim pa gas. Sam zavedam, kaj? Boš dal manjšega. Ja, bolj. Ne boš, tega rabam. A tega rabam. Nimaš Silvo zaupane vame? Si tudi do žensk tako nezaupljiv? Ne, ja, tudi. Jaz sem da, kar v roke držim tudi. Ja, tudi tis, kar imaš v roke, ki sigurno drugo ni. Če zdaj bar v roke držim, vem, da je tole, da neki delajo. Ja, no, boste videli ljudje zdajle, Vsem gorc, kaj tam. boste v nadaljevanju videli, kaj se pravi tole vkladati, ki bom jaz probal. Kaj praviš, Silvo? Pravim, jemno vega, da bi te merkal, ne? Ja, ne bo več smešen, ko boš mogoboc razbit, pa pol jaz ti ne moram pomagati, lej. Ja, sej ne boš ti kriv. Ja, sej boš sam, si ti povem. A veš, kaj jaz ne moram kajta dvigati, pa tebe varovati. Silo, če bi bila kakšna ženska names mene, bi bil ti bolj nežen. Lejte, imaš, nič nisem nežen, zato kot to so resne stvari in pri teh stvari mislim. Kaj, zdaj imaš, zdaj potem
Ja, se sreko, da ne bomo v tem, ja. Ajde, ne. Pejte te strani. Pizdo si debel. Tole, lejte, kako se gor čistimo to zdaj. Bo šlo? No, zapnemo, ajde, dej. Lej pa mene zdaj pa. Ajde. Ja, kaj bomo zdaj? To treba zapet. Ali pa skušati. Ne malo, više se tega malo, tako da tu boš malo. Zdaj probaj. Ajde, dajmo, ajde, to še malo, bravo, evo. Super. Sam diham težko. Ja, se boš, še bolj. Pejte, ajde, zdaj. Da vidite zdaj ljudje. Silva bo čez nor, če nam ni doma. Me je strah v šul. Ajde, imaš. To imaš. Nekaj ključnega pomena. Kaj? Da se moram zdaj snimati. Ja. Te potegne, če te bo tukaj potegnil, to boš leto kele, je tole potegneš gor, da boš kajter spremenil. Tega, sam te vete, kaj boš naredil, kako se boš daš pod cajta. Če kaj tu naredim, da razbremenim? Kajta tneš, stran. A tu gre kar stran pol? Ja, stran, kajta. 1000 evrov boš postopil na obmajno in to je to. A, poj. Zdaj se ti govori, kje mora biti, kako mora biti. Ja. No, ampak, da noš, ko bo odmija kaj dvigana, pa ko ga boš odvigan ga malenko za pol metra, tam počakaj, da prijem do tebe. Ja. Ne delaj ničesar druska. Okej, na. Okej, ajde, če bom tu gasno. Tu držim za roko, ali kako? Ja, kam pa pizda, lej, pa Ja, sej se tu sem hotel, da mi ampak boš ti obračal okrog, jaz bom kaj dvignil, pa boš povedal, da boš triki naravnost. Okej, štima. In pa boš obračal to. Okej. Če bo treba, boš tole obrnil, da bojo štriki priti, kako treba. Razumem. Ne sme biti prepleteni. Razumem. Razumeš? Razumem. Na lastno odgovornost, za mno, tvoja mama te žila, Na lastno odgovornost. Okej. Naroj, drž bar. Maš? Tako bo. Zdaj moram to ugasniti. Evo, zaključil kajtanje s Silvatom za vse večne čase. Res tole ni tako lahko, kakor zgleda. Silvo je drugač, odličen kajter, sem ga tle gledal, skače ko budala, ampak učitelj je pa zelo slab, dere se ke budala in pol za konec tu naredil, kako češ tu narediti, če on tako pije, ne bom glih dolg, zato ker prihaja proti meni, ampak sem rekel, moram takoj posneti, točno tako povem, kaj mislim. Da je verjeten kajtanje fino, samo Silvo mene ne bo več učil, tako da ta poglavje sem zaključila. To je to, povem, da je drugič pa kaj več. Evo, lejte, Silva prihaja s kajtom, tako da to je to. Veter pojenja, tako da mi zdaj pa počas domov. Kaj pojesti, sicer veliko lačen nisem, ker sem zjutraj se fino nažrl, pa še pol sem tiste tuc piškotejo, tako da ne bom kaj bistvenega pa še videl, da nas objavljam. Moram še opis narediti, prikazne slikce sem naredil, tako da ja, je kar veliko dela z vsem tem objavljanjem in tako naprej. Silva ima takle fruštek. Ja, gledajte, pomaranče, vidite, kaj mislite, koliko je kila, a? Gledajte, grde so na ven so takele, na noč so pa takele. Vidite? Kakšne so pa na noter? Sladke, ti si jih probal, kar povej, koliko so sladke. Drži. To je Silvo pol tako kamidva, mogoče nisva glih manekena na zunanjo, sam pa notranjo. Polno presenečen, polno okusov. Lejte. Kaj praviš, Silvo, ti se tole malo čistiš, si vegan ratav ali kako? Veliko delam na Se tem. pravi, pomaranče,
Paradajz. Kilo vloženih oliv, ne? Ja, Tržnici, ja. 3,5 kila. No, Prav, cele posoda ni 1 kila. evo, jaz bom jutri za fruštek samo olive, če mi boš odstopil kakšno. A to kar imam nekaj tvoje. No, to sem pa zapomnil. Ja, ne. Pa izkoristil, če boš kakšno lušno mu. A ja. Boš, da ti pofukaš, kot je kakšen drug. Pa v krogu ostalo. Jaz nisem bil usumen, koliko drugi tam po Ljubljani. Ja, tako je to. Ja, neč silo, vsa čast. Boš, da ti kot drugi. Danes pa sam raziskujem otok Lefkada. Silvo gre kajtat, jaz pa po svojem starem načinu, tako kot meni najbolj odgovarja, od točke do točke snemati in tako naprej. Tako da zdaj tamle od zadju gremo en slap pogledat, sem verjeten bo suh, ampak nič za to. Mislim, da prihajamo do slapa, ampak tako, kot sem predvideval, ne bo slapa, ker ni vode, ampak sej tudi presušen slap je zanimivo videti, ali ne? Ne vem, tole ne bi zdaj bilo, ni mi čisto jasno, neke štengice še vodijo kale gor, ljudje se tale slikajo, a je tamle slap tu teče, ali je kje višji gor, gremo pogledat. Ja, čisto pričakovano, da ni vode, po slikah je tu zelo lep slap. Siguren je čist drugač, kaj je voda, ne? A se gre tu še naprej, mogoče pa sploh ni tu ta glaven slap. Kakšno, lejte, tamle je. Ma saj se mi zdelo malo čudno. Lejte, tamle od zadaj je. Gremo dokaj. Fino, fino. Je pa fino, hladno, vam povem, super. Prispel do slapu, ni čist presušen, teče, tako bi rekel, pol litra na sekundo, ampak vsem lep. Drsi pa tle po teh kamnih, tako da sem pa počas sezu, pa hodim bos. Bom šel pa še malo bolj oddaleč, da boste imeli predstavo. Še malo bolj oddaleč, da boste imeli občutek, kako to izgleda. Ljudje so previdni, ker na vsakem koraku paziš, kako je. Drsi. Ampak boš še gre, v natikačih pa ne gre. Sem še splezal, malo višji. Upam, da mi dol normalno uspe prideti, ker kar drsi, no tole je tale bazenček. Lejte, imam pa malo daljšo palco, meter pa še malo, bom pa zdaj naprej čez porinil, pa boste videli dron učinek. Zdaj se pa spuščam k eni lepi plaži. Danes raziskujem predvsem plaže. Takole je mečkan, ja, ceste so mečkan oske, vidite, komaj se srečaš. Mečkan imam tudi težav, ker doskrat internet zgine in, veste, pol ne moreš nove lokacije najdeti. Oziroma, celo tako se mi je naredilo, da me je drgam pripeljalo. Sicer, ne vem, je bil internet, ampak sej nič za to, sem cajt zgubljen, ker bi rad čim več videl, ker sem si tak dolg spisek naredil, da vam ne morem povedati, ampak tako je, tle pa lejte zgleda enosmerna, treba je pa desno in pol parkiraš. Po 400 metrih. Evo, smo že dol. Vaš cilj bo na desni. Čudovito je. To je ta plaža, do katero sem hotel prideti. Porto Kasiki se imenuje. Tle parking zaračunavajo 10 evrov na dan. Se ni velik, če si cel dan tle, ne. Samo jaz sem v namen tu sam slikat pa fotkat.
Tako da ne bom tu plačal, sem šel tlele malo gor, pa dronček spustim in to je to. Ker če bi se vsako parking plačal danes 10 evrov, bomo 50 evrov. Zdaj sem se pa tukaj ustavil v eni luštni restauraciji. Glejte, kakšen razgled imam dol. Nisem se ustavil zato, ker bi bil tako lačen ali pa tako zmatran, ampak sem se ustavil zato, da dron baterijo napolnem in sem jo dal polniti. Sem jaz kaj nesel en štekar in ponavadi lučka lepo utripa, ko se polne. Zdaj pa kar nekaj čudno utripa, tako da tle imajo ful neko slabo napetost, ali kaj vem, koga je. In se bojim, da mi ne bo nič napolnilo. Imam pa še tukaj lepih stvari za vedeti, pa da z dronom ne posnamem, bi bil pa res greh. Tole sem za jaz naročil, menda se tole imenuje gyros. Zdaj gotov, da probam. Iz svinino, pišance jaz ne maram, bomo vedeli, kakšno je. No, tole je bilo odlično za pojest. Bilo je 4 evrčke pa pol, 2 evra pa pol je bila Coca-Cola v pločevinki, 0,33, drugače pa ne boste verjeli. Baterija za dron se je čisto napolnila, na polno, ekspresno hiter. Zaradi teh takole me je mačkam zdaj strah, da je kaj narobe, tako da se veste, kad dron spuščam, zmeram strah, bo kaj narobe, tako da tole zdaj me bo malo strah. Neč gremo dalje raziskovati. Da boste dobili malo občutek, po kakšnih cestah se tu jaz vozim. Mislim, tle po toku. Mislim, gledajte, take ceste so posod. Aj, tam mogoče bližji celine so malo bolj široke, pa tako. Drugače pa tukaj se bolj vozimo po hribih. To je ta del, ki gleda na odprto, ki so vse te lepe plaže. Tako ne, ni to, da zdaj ne bo kdo mislil, da tle avtoceste so pa ne vem kaj še vse, ne. Ampak, no, meni so take ceste najboljše, ne, tako da jaz uživam, da se vozim v takem. Ajde, če bi bila pol metra širša, bi pa še bolj užival. Poglejte ta razgled. To je noro. Noro. Zdaj, tudi tukaj sem se neverjetno dol spustil, mislim, ne vem koliko, višinski, ne vem, 700-800 metrov. Ful dolg časa sem se vozil, večji del je bolj ozka cesta kot ta in veste, vozniki pa katastrofa. Katastrofa, vam povem. To kar rine, vid, da ima plec. Ne, bi se ustavil samo za 2 sekunde, ne, kar rine. In pol, veste, da bi nazaj šel. Tu traja. Večinoma tu tujci, ne. Tu te, lejte, tako kot ta zdaj. Bo šel nazaj, bo Romun. Takih je malo se takole umakne, ne. Večinoma tujci in pojma nimajo voziti in nimajo občutka, pol metra še ob roba, pa še kar ne gre nič na stran, ne gre, čaka, da boš tišel, ti si pa že čist not utrav za vzod. Tako da, ja, tu je problem. Pa pol ne čaka, namesto da bi šel tu, on naprej, ne se veste. Dva se lažje srečata, če gresta počas, en pa drug, ne, vidite, lejte tegale, lejte. Ja, tu spet baba, ne. Baba, sigurno tujka. Ne, lej, tamle je imela, placa samo ne bo.
Se bo tle, evo, tam pa še Beograjčan, tu se bo pa čist. Srbi so tudi kar tle pej ženska, lej. Tlele. Bo. Noče poslušat. Okej. Ne bodo skrajšla. Okej. Vidite, ta ženska je pa lepo odpeljala. Vidimo, evo, Srbin tudi bo. Še, Po 200 kamionček. metrih. Je tole... Kakšne plaže. Tole je kar stresno, bom rekel, ne naporno, ampak stresno.